Živijo, jaz sem Alja Klemenc, prihajam iz Cerknice in trenutno študiram, zaključujem magistrski študij za dirigiranje v Celovcu in delam podiplomski študij v Luganu v Švici za sodobno glasbo 20. in 21. stoletja, tudi dirigiranje. Glasbeno pot sem začela na glasbeni šoli v Cerknici, z igranjem klavirja. Kot otrok nisem bila čisto odločena, da hočem imeti poklic glasbenice, ampak potem sem dobila zelo dobrega profesorja, ki me je za vse skupaj navdušil in sem se odločila nadaljevati s klavirjem, tako da sem šla kmalu potem na srednjo glasbeno šolo v Koper. In tam sem bila 4 leta, v razredu Denisa Masljivka. Vem, da zdaj, ko se malo spominjam za nazaj, ker zdaj ne igram več toliko klavirja, so mi bili najboljši repertoar Debussy in Schubert. Schubert je mogoče ne toliko pianistični, ampak meni ta dva skladatelja res ležita na srcu. In potem enkrat, ko si v srednji glasbeni šoli, ne vidiš več drugega, kot da iti študirati glasbo. Vpisala sem se na akademijo in tudi v Celovec. Za odločitev študiranja v tujini sem se pa odločila, ker sem poznala že prej profesorja, ki je učil klavir v Celovcu in sem k njemu hodila že prej na ure in na njegove masterklase. Tako da je bila odločitev lahka in tudi, zakaj pa ne, sem si rekla, se bom naučila vsaj enega novega jezika, pa malo ne bom doma, malo nova izkušnja. In potem sem začela študijem klavirja. Najprej sem imela tako umetniško smer, 2 leti kasneje sem začela še s pedagoško smer, že od samega začetka sem si pa želela tudi vpisati študij dirigiranja. Ampak je bil moj profesor za klavir, ki je bil istočasno tudi profesor dirigiranja, je bil malo proti temu, ker prvo je rekel, da moram imeti diplomo kot glasbenica in drugo, da za ženske v tem poklicu ni prav veliko prostora oziroma da je veliko težje postati dirigentka, ampak to ni bilo mišljeno, da jaz tega ne bi zmogla, to je bilo samo tako prijazno opozorilo, da pot verjetno ne bo najlažja. Tako da sem mogla najprej zaključiti s klavirsko diplomo, ampak sem medtem že hodila na ure dirigiranja, ker sem spremljala druge dirigente. In ne vem, koliko let potem sem se vpisala še na študij dirigiranja in zdaj zaključujem končno master, oziroma drugo leto je plan, da sem fertik. Zakaj dirigiranje? V bistvu kot otrok mislim, da mi ni bilo čisto jasno, da obstaja poklic dirigiranja, ampak v naši župniji v Cerknici smo imeli zbor, zelo velik zbor, otroški zbor, mladinski zbor in tudi tako ansambel, orkester. In Tadej, ki je vodil vse skupaj, je enkrat prišel do mene in rekel, jaz ne morem več, jaz moram moj študij končati, daj boš ti prevzela in niti ne vem, koliko stara sem bila, 14, 15 mogoče. Sem rekla, okej, zakaj pa ne, in dal mi je tako hitre ure, ko si dirigira na 4, na 3, pa na 2, več itak nismo rabili. In potem smo delali to, ne vem, 5, 6, 7 let. In mi je bilo vedno, v bistvu se mi ni šlo toliko, kako jaz dirigiram, ampak šlo se je bolj navdušiti ljudi, da delamo programe, da delamo lepe skladbe, koncerte, da to zveni na nivoju. O samem poklicu kot dirigent takrat niti približno nisem še razmišljala, mi je bilo pa najlepše sodelovati z ljudmi, jih pripraviti, da toliko veliko ljudi pride skupaj, da pojejo, vadijo, pridejo z super energijo potem tudi na koncerte ali pa Hmaš, ki smo bili prepevali. Tako da
Ja, in potem v času študija, torej moj orkester, moj inštrument je tako rekoč orkester, katerega pa nimam na razpolago vsak dan. In to mi je bilo že kar dosti na začetku jasno. Sicer je moj profesor potem mi že dal že v prvem letniku možnost, da sem dirigirala opero Janko in Metka. In sem opazila, kako hitro lahko nekdo napreduje, ko mu daš inštrument pred roke. To je bilo v mojem primeru orkester. In sem se odločila, da bom več investirala v tečaje, workshope, masterklase. Tako da sem v prvih 4 letih dirigiranja šla na zelo veliko masterklasov. In tam spoznaš ljudi, s katerimi se super razumeš, potem vidiš, kako ti niti približno nočeš dirigirati, kako so glasbeniki, eni so super navdušeni, ko vidijo mlade dirigente, eni so, ja, jim ni najbolj prijetno. Ampak ja, si nabereš zelo veliko izkušenj in tudi spoznaš, kako to deluje v Grčiji, na Češkem, na Madžarskem, v Italiji, vidiš, kakšni so orkestri, kakšni so nivoji orkestrov, kaj oni pričakujejo od dirigenta in tako naprej. Ampak meni to ni bilo dovolj, ker iti na neki masterclass je prvo, traja samo en teden in drugo košta zelo veliko. Tako da sem se leta 2022 odločila, da ustanovim društvo Alma Maler. Torej, zakaj smo to ustanovili? Mislim, da je bilo to, ko je bila korona 21. Smo imeli zmenjeni, da naredimo, jaz sem dobila neki kontakt in so me vprašali, če poznam koga, ki bi nekaj od Malerja špilal. In povabili so me zaradi klavirja in pa sem rekla, pa ja, ni panike, bomo kar 4. simfonijo za komorni orkester naredili. Bom jaz to skupaj sestavila in bomo speljali. In pol smo, ampak ker je bila korona, je par terminov odpadlo, ampak na koncu smo oktobra tole izpeljali pri tej hiški, kjer je on komponiral zraven Vrterzeja v Celovcu. In vsi glasbeniki, tudi moji prijatelji so bili ful navdušeni, da to je bila neverjetna izkušnja igrati sredi gozda to super lepo simfonijo, ker pač Malerja kot študent ne špilaš na faksu. Špilaš vse te klasične repertoarje, ampak do Malerja se pa ponavadi ne pride. In so vsi rekli, dajmo to večkrat, to je bilo super nadaljevati, dajmo več špilati in tako naprej. In pa smo se dobili skupina ljudi, smo rekli, dobro, pa ustanovimo društvo Alma Maler. In ime Alma Maler, zato ker je bila ona sama zelo mogoče radikalna v svojem času in je počela stvari, ki mogoče danes jih že razumemo, ampak za njo takrat je bilo to nekaj nepredstavljivega. Bila je z velikimi umetniki, med drugim tudi z Gustavom Mahlerjem, in je navdušila njih vse, enim je celo rešila življenje, ene je navdušila jim je dala neko umetniško, ne vem, navdih. Tako da ja, jaz sem nad njo bila inspirirana in sem se zato tudi zanjo odločila. In od takrat naprej v bistvu nismo imeli pojma, kako voditi društvo, kako ustanoviti realno z vsemi temi papirologijo eno društvo, ampak smo vse veliko časa na tem izgubili, no. In potem smo začeli s projekti, torej z orkestrom, z manjšimi ansambli, delamo veliko tudi sodobne glasbe, kjer povabimo mlade komponiste in komponistke, da kaj novega napišejo in pol mi to za njih izvedemo. Naredimo pa tudi avdicije za mlade glasbenike. Letos smo naredili avdicijo za Stabat Mater projekt, torej avdicijo za pevke in smo povabili 2 pevki, eno iz Slovenije, Rebeko Pregl, in eno iz Zagreba. In naslednje leto imamo avdicijo za soliste, se pravi za inštrumentaliste. In tako se nam mreža zelo širi, spoznamo vedno več ljudi
in v 2 letih smo narastli na 40 članov, kar je neverjetno veliko, in probamo vedno delati koncepte, par projektov na leto, da bi vsi člani lahko sodelovali. Ni pa obvezno. Torej, če želijo, lahko sodelujejo, nobenega pa ne silimo, ampak je, mislim, da za vse glasbenike, ki še študirajo ali pa so glih končali s študijem, neka dobra motivacija, da delajo projekte, mogoče dobijo kontakte, mogoče tudi delamo repertoar, ki pride kasneje na avdicije. Ja, in za naslednjo leto imamo že kar veliko splaniran. Začeli bomo spet s koncertnim ciklom za soliste in za komorne skupine. Potem imamo še enkrat Stabat Mater projekt, katerega bomo mogoče razširili tudi na druge države, ampak tule smo še v dogovoru. Potem imamo Maler forum, kjer bomo izvedli novo delo, in najverjetneje na jesen, če nam rata, bomo naredili Petra in volka, torej glasbeno pravljico za otroke. Je pa to seveda vse povezano s financami, kako veliko sponzorjev dobimo, in to je zelo veliko pisanja in ja, in več, ko si v sceni, torej pač pri nas bolj v Celovcu, več ljudi vidi, kaj počnemo, in vidi, da naše ideje niso zdaj, da trobimo neke nove repertoarje, ki jih noben noče poslušati, ampak da delamo tudi nekaj, kar si mogoče okolica, občinstvo želi slišati. In včasih jih tudi presenetimo z novimi stvarmi. Izvajamo tudi veliko ženskih skladateljic, kar mogoče v Celovcu še zmeraj manjka. Tako da to, kaj naj še povem? Ja, torej, jaz zdaj, kaj bom delala po študiju, ne vem, ker to ponavadi, vsaj v umetniških poklicih, kar vedno kaj pride ali pa ne, in je zelo spontano in ponavadi niti ne načrtuješ stvari, tako kot zdaj. Čez 2 tedna dirigiram v Filharmoniji, delo od Globokarja za 2 dirigenta, 3 zbore in orkester. In to niti približno ni bilo načrtovano, ampak sem zelo vesela, da sem lahko zraven. In tudi za naslednje leto imamo že en družinski koncert splaniran marca. Tako da ne vem, poleg tega se vozim v Švico vsak mesec in še tam delamo sodoben repertoar. Tudi v Celovcu me vedno več povabijo za izvajanje novih del, kar je super, ker res ljubim novo glasbo in mi je vedno v izziv, ker moraš iti prek sebe, ker na začetku ponavadi niti nimaš pojma, v kaj se spuščaš, pol pa z vajo, s tem, ko študiraš skladbo, nekako prideš zraven. Ja, ampak vsakemu dirigentu ali pa dirigentki bi priporočala, da gre na čim več, kar si lahko privoščiš, masterclassov, se prijaviš na čim več avdicij in tudi delajte sami, ker noben ne bo ponudil orkestra kar tako. Je boljše igrati s 3 violinami kot z enim pianistom, ker en pianist ni navajen gledati roke, violine pa so, tako da to je že zelo velika razlika. Tako da ja, jaz sem bolj praktičen tip človeka in se največ naučim, ko sama iz nule nekaj postavim. Tudi če gre veliko stvari narobe, pol vsaj za naslednjič vem, kako jih boljše narediti. Ja. Ja, in ohranjati kontakte, verjetno ja, zdaj v današnjih časih je pomembna tudi tale social medias, a ne, Facebook, Instagram, ne vem, kva še vse obstaja. Jaz nisem glih velik
pristaš teh medijev, ampak sem pa kaj objavim, ker ljudje to vidijo, mogoče vidijo, nekaj pa že dela, nisem pač nek ubogi glasbenik. Tako da, ja, bodite aktivni tudi tam. Če bi kaj storila drugače. Pa kaj pa vem. Nerada razmišljam, da bi karkoli v življenju spremenila, ker bi to pomenilo, da sem nekaj blazno narobe naredila v preteklosti. Mogoče sam, ne vem, da živimo v svetu, kjer mlajši kot si in več kot igraš in boljši kot si, dlje prideš, ampak se mi zdi, da pri dirigiranju je še zmeraj, da se ti kariera začne, ko si tako 60, 70, ko daš večino repertoarja čez, tako da se počutim zelo, mislim, še kar relativno mlado. Ampak ja, mogoče, če bi kakšno leto prej začela z dirigiranjem, ne bi moglo škoditi, ampak okej. Vse pride v svojem času. Ja, in mogoče še zadnja stvar, da povem vsem glasbenikom in glasbenicam, ne obupati. Zna biti zelo težko, sploh v teh spremenljivih časih, ko začnejo šparati, bojo najprej šparali na kulturi. Ampak vedno je pot ven, vedno so ljudje, ki bojo cenili, kaj delamo, in vedno bojo ljudi, ki bojo podpirali mlade glasbenike in glasbenice in ponudili platformo, kjer se lahko predstavijo in jim probali pomagati na tej poti. Tako da ja, začnite čim prej, ne čakati na konec študija. Ja, in srečno pot.